Od prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gozd, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program. Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović. Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga. Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo severa in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope. Programske celine, gdje ćemo vidjeti šta se događa na tim krajevima Evrope. Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breillat, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave. Ja kada vidim ko je sve bio Maverick, od Kena Russella, od Andreja Zviaginceva... Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer Ken Russell, Andrej Zviagincev, Ulrich Seidel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo denimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolović in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del. Čiju ćemo također retrospektivu igrati na festivalu. V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljokrast Žige Virca. Da, birali smo što, nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film. Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljokrast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko katoliško cerkev. Otroci pripovedujejo o svetu najbolj iskreno in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno. Današnjice, tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim. Tudi sicer bo na festivalu Cinehil, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodnji torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović. Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove. Res je, letos imamo v programu več filmov, ki so burili duhove. Eden teh je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zviaginceva, zanje v Cannesu prejel 2 nagradi.
Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar-Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repaz odigra nekakšno pankrsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Chambrun. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz Dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival. Žanrovski film će jako uživati u njemu.